Tole je že tretji Yeti, ki smo ga preizkusili v uredništvu. Oba prejšnja sta nam bila zelo všeč, zato nas je zanimalo, kako se bo odrezal ta, ki je pogonsko malo hendikepiran. Gnani sta namreč le sprednji kolesi, poganja pa ju najšibkejši agregat v ponudbi s prostornino le 1,2 litra. A motorju pomaga turbinski polnilnik, zato je takole v praksi povsem dovolj živahen. Spodobno potegne in tudi avtocestna hitrost je mala malica. Predvsem lahko pohvalimo, da je zaradi turbine veliko navora že v nizkih vrtljajih, zato ga sploh ni treba posebej priganjati, kar prav pride v mestih. Seveda pa k živahnosti pripomore tudi dejstvo, da sta gnani le sprednji kolesi. Če bi bila gnana vsa 4, bi bil avtomobil težji in tudi pospeševal bi manj suvereno. V primeru, da vam je Yeti všeč zaradi svoje prostornosti in malce višjega položaja za volanom, posebnih potreb po izletih v brezpotje pa nimate, je tole odlična kombinacija. V mrzlih dneh boste še posebej cenili to, da se motor zelo hitro ogreje in toplota začne prodirati tudi v kabino. Pa tudi to, da je agregat precej varčen, saj nam je na testu porabil dobrih 7 litrov na 100 km. In še to, prihranili boste nekaj tisočakov, če se ne boste odločili za 4-kolesno gnanega Yetija.